En pomemben delež slovenskih umetnikov in umetnic so seveda tako imenovani samorastniki, skratka celoten nevladen sektor, ki zajema samozaposlene na področju kulture. Z njimi smo v trdnem dialogu, tam lahko Stojan več, kajti zgodile so se velike spremembe na področju samostojnih ustvarjalcev, ne samo, da imajo tukaj sedaj odprta vrata in da je ta dialog tekoč, konstruktiven, ker so tudi zelo kritični in pravilno zahtevni, ampak ta trajen dialog z nevladnimi organizacijami rodil tudi neke rezultate, nedvomno povečan proračunski delež za njihovo ustvarjanje, ki sega v lanskem letu 2,9 milijon pa pol sredstev. Hkrati smo pa zmehčali neke težave, ki so jih imeli zmeraj v preteklosti in so vezane na pridobitev statusa in tudi povečali smo cenzus. Pomembno je povedati tudi, da so sredstva, ki so namenjena subvencijam za prve projekte, izpostavljena in tudi za štipendiranje in za rezidence, kar je tudi en velik poudarek naših projektov in že poteka z mreženjem rezidenčnih centrov po Sloveniji. Nekaj, kar moramo še storiti in imamo tako rekoč že napisano in usklajeno, je še uvedba triletnega povprečja pri plačilu zdravstvenega, socialnega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja za samozaposlene, za samorastnike, za nevladni sektor, ki pomeni vitalni del slovenske produkcije in ga želimo, poskušamo približati tistim standardom, ki veljajo v javnem sektorju. Seveda pa tudi ne samo znotraj reforme javnega sektorja, ampak tudi sicer so spremembe na področju urejanja statusov baletnikov, to se pravi tistih umetnikov, ki imajo specifične pogoje pri svojem delu, že dlje časa na delu.